Doma v svetu. Mladi Korošci po svetovnih metropolah. Moja mama me je, ko sem 15 let star bil, v Šentjaku gor poslala. Nisem imel druge možnosti. Zdaj rečem, ok, hvala Bogu, da je tako bilo, kakor je bilo. Prijatelji, kateri so budisti, vedno rečejo, v življenju itak vse tako pride, kak mora priti. Na mehkem otoku ob južni obali Kitajske leži center Hongkonga. V tem 8-milijonskem velemestu živi več kot 6000 prebivalcev na kvadratni kilometer. Hongkong dobesedno prevedeno pomeni dišeče pristanišče. Kvadratni meter zemlje v tej metropoli je eden najdražjih na svetu, stane okoli 30 000 evrov. Mario Igrc, doma v mali vasi pri Glovasnici, je maturiral na višji šoli za gospodarske poklice v Šempetru pri Šentjakobu v Rožu. Pred 5 leti se je odločil, da gre kot zastopnik koroškega podjetja svetil Globulejc na Kitajsko. Iz 180 km oddaljenega Guangzhouja prihaja enkrat na teden v Hongkong, kjer pregleduje račune podjetja. V ozadju vidite skyline Hongkonga. Poglejte si. Mesto ogromno, lepo, malo megleno kot vedno. To je zaradi visoke vlage. Večina Hongkongžanov nima avtomobila. V službo večinoma hodijo peš, po širokih pločnikih, mimo najdražjih trgovin. Sem vprašal, če imajo kaj za ston, ampak ne, tle je Chanel. Torba košta približno 1500 evrov najcenejša. Ljudje čakajo, da to lahko kupijo. Ista situacija, bogati Kitajci čakajo. Hongkong je eden najvažnejših finančnih centrov Azije. Edina emocija je emocija do denarja. Delo v Hongkongu urejeno in sedaj spet pot nazaj v domovino na Kitajsko. Ne, v ozadju se že vidi prve poslopja v Shenzhenu. Eden najbolj frekventiranih mejnih prehodov na svetu je ravno ta, med Hongkongom in Shenzhenom, največjo južno-kitajsko metropolo. Takoj po prestopu meje ti že vseljujejo, ne boste verjeli, iPhone 6. Dobrodošli na Kitajskem. Da. Shenzhen. Pred 30 leti je mesto še imelo komaj 30 000 prebivalcev, danes pa neverjetnih 12 milijonov. Glavna stebra industrije sta elektronika in telekomunikacija inozemskih investorjev. Tu ima tudi Foxconn svojo največjo tovarno s 300 000 delavci. Med njihovimi izdelki najdemo tudi Appleove iPade. V tej regiji med Shenzhenom in Guangzhoujem živi več kot 30 milijonov ljudi. V Huzhou ima Globulejc svojo centralo. Kitajci so znani po tem, da med delom potrebujejo veliko počitka. Vseeno, ali gre za navadne delavce ali šefa. Akvarij v pisarni direktorja ima posebno simboliko. Zdravje in bogatstvo, vse skupaj peš. Ribe je treba futrati, pravi Mario. Tle vedno majhne ribe noter dajo žive in potem ta velike jejo in tu se kar tepejo za njih. So najnovejši modeli že sestavljeni? Najavila se je nabavna referentka druge največje verige za pohištvo v Avstriji. In bo tudi kaj naročila? Tu je treba biti spreten in Mario to obvlada. Ampak ali bo lahko jamčil tudi za kakovost blaga? Stranka si je izbrala model, katerega pa še niso slikali, zato je treba hitro v fotoštudijo podjetja. Mario pravi, da pri njegovih sodelavkah ni fluktuacije. Veliko jih je, ki ga spremljajo že od začetka. Pravi, da so zelo odgovorne in da ga kar ubogajo. Tonight, no boyfriends, only work. I have no boyfriends, yes. Okay. And the light is going like this. Oh. Yeah? Now the LED is... Na vrsti so dobavitelji. Izdelava pohištva še ni perfektna, detajle prototipa je treba še izpiliti. Kot skleda, tovarna načrtov še ni dojela. Je zdaj tak problem? Enkrat ga ni, ampak je vedno problem. Če jih zdaj ne bi prekinil, bi tle še do zjutraj govorili. So, okay?
Žena me je že klicala dvakrat, zakaj še nisem doma, da v Šentjakovo robo lahko iz kontejnerja ven vzamejo, da je kolikor toliko v redu. To je ta proces v ozadju, katerega se v bistvu ne vidi tako, ker na papirju je hitro nekaj v redu, v teoriji. To v prakso pojna napraviti, to je treba že malo energije vložiti v to vso stvar. Mario in Ivona sta kot mlada poročenca pred 4 leti prišla v Guangzhou. Ivona prihaja iz Rijeke na Hrvaškem in je po poklicu zobozdravnica. Specializirana pa je tudi na estetsko kirurgijo. Ljepota je statusni simbol u Kini i to je od užasno velike važnosti. Ako niste lijepi, automatski nemate sreće u životu, nemate pare, nemate budućnost, tako da vam je bolje da budete lijepi. Od kitajske beauty manije profitira tudi Ivona. Terapijo glajenja gub z botoksom na kitajskem opravijo kar mimogrede. Guangzhou je glavno mesto kitajske province Kanton. Je pomembno industrijsko in tržno središče. 2krat na leto tukaj prirejajo največji sejem Kitajske, import-export sejem. Ko smo mi pred 4 leti sem prišli, tukaj še nič ni bilo. Vse v bistvu v 2,5–3 letih. Tako da neverjetno, res neverjetno. Ivona je pred 3 leti v Guangzhouju rodila dvojčka Noela in Leona. In o tej pustolovščini v lokalni bolnišnici bi imela veliko zapovedati, pravi. Leon in Noel obiskujeta kitajsko-angleški vrtec in kot sem opazil, med sabo govorita kitajsko. Blizanci su velika atrakcija u Kini, jasno dvoje djece, onda Kinezi kako su superstiše, kako su puni tih svojih čudnovatih vjerovanja, misle da su ti ljudi posebno energetski jaki, da imaju vrlo jaki čij ako su uspjeli dobiti dvoje djece, a u Kini iz praktičnih razloga zato što jedno dijete možete imati, dvoje djece ne možete. Znači za drugo dijete ne možete dobiti pasoš, ne možete dobiti ID, ništa. Ako imaš blizance, znači rođeni u istom trenutku, onda možeš, onda ti vlada dozvoljava dvoje djece. I patrijarhalno je društvo, tako da muška djeca puno znači. A ovo je Sherry. Sherry, ni hao? Ni hao. Skoraj vsaka družina na Kitajskem ima varuško, ki po 10. mesecu prevzame otroka. Ivona pravi, da so v resnici na Kitajskem varuške, vrtci, društva in šole resnični vzgojitelji otrok. In vodi me, amen, in očeta, in sina, in svetega duha, amen. Laku noć, idemo spavati. Ko znamenitosti Guangzhouja zasvetijo v najimenitnejših barvah, se tudi na trgih začne življenje.